Kulturnem domu Medvode je Rotary klub Medvode v zahvala vsem, ki so pomagali zbirati sredstva v poplavah, organiziral prireditev z naslovom Dobrodelne note. Podelitve so se udeležili tudi člani nemških Rotary klubov, ki so solidarno pomagali vsem ogroženim v avgustovskih poplavah. Skupno so zbrali 71.756 evrov za pomoč 10 družinam v obliki denarnih sredstev, pohištva in bele tehnike. Predsednik Rotary kluba Medvode Simeon Špruk pa se je posebno zahvalil prav članom Rotary kluba iz Nemčije. Pa je potrebno danes iz srca se zahvaliti našim prijateljem iz Nemčije, ki so zbrali 33.000 evrov in so ta sredstva namenili občanom Medvod, ki so najbolj potrebovali pomoč. Prireditve se je udeležil tudi guverner Zveze Rotary kluba Slovenije in Severne Makedonije Andrej Božič, župan občine Medvode Nejc Smole in asistent guvernerja Rotary distrikta 1950 Helmut Arnold. Mednarodna izmenjava Rotary klubov jim omogoča številne izkušnje in projekte. Njihovo poslanstvo pa je tudi podpora lokalnim šolam, saj že od samega začetka podpirajo učence in podeljujejo nagrade najboljšim in finančno pomagajo svojim štipendistom, ki so se na tokratni prireditvi tudi glasbeno predstavili. Letos ste se odločili za malo drugačen, torej predstavili ste tudi štipendiste in to, kako to, da ste se za to odločili in pričakujemo vnaprej, da bo vedno tako. Ja, razlog letošnje prireditve v tej obliki je bil ta, da želimo Medvodčanom povedati, da smo Rotary klub, uspešen Rotary klub, eden izmed večjih in boljših v Sloveniji in želimo Medvodčanke in Medvodčane povabiti med nas. To je osnovni namen današnje prireditve, tako da malo publiciramo našo dejavnost, kajti Rotary klub ni samo karitativna dejavnost, se pravi nismo samo dobrodelna ustanova, ampak zelo podpiramo tudi vse napredne stvari, ki se dogajajo v družbi. Smo tukaj tudi zato, da se imamo prijetno in lepo in da se družimo pač v taki sredini. Tako da vabim vse Medvodčanke, ki jih to zanima, da se nam pridružijo čez slabih 14 dni na dnevu odprtih vrat v Šentvidu, kjer imamo trenutno naš sedež. Do sedaj so štipendijo podeljevali 3 glasbenicam, Sanji Kostič, Ani Mariji Mihovec in Lauri Kaligaris, ki so večer popestrile z igranjem na klavir, harmoniko, violončelo in violino. Štipendija jim poleg finančne predstavlja tudi moralno podporo. Mislim, da nam vsem 3 najprej pomeni tako 2 stvari. Po eni strani si lahko kupimo privoščimo kakšne materialne stvari. Zase, če govorim za študij, sem si recimo kupila stetoskop, pa haljo. Po drugi strani se mi zdi pa, da je še bolj pomembna ta neka moralna podpora, ta nek občutek, da te nekdo podpira tudi iz domovine. Mislim, da za kolegici, ki v tujini študirate, je to še malo drugače, da te nekdo doma podpira, pa ti da še nekaj, predvsem nam študentom, ki nam včasih malo zmanjka. Da si lahko potem privoščiš nekaj, kar si drugače ne bi. Ja, pač meni tudi zelo pri nakupu strun pomaga, življenju loka in pač pri osnovnem življenju, prehrana, stanovanje, vse. Ja, meni tudi kar pripomore pri kupovanju hrane in pa seveda pri prevozu, ker pač iz Celovca do Ljubljane niso tako dobre povezave, kot bi si vsi želeli. Zato tudi stroški potovanja nazaj v Slovenijo za kakšne koncerte pridejo zelo prav. Ob tej priložnosti pa je Rotary klub Medvode podelil še eno štipendijo devetošolki Maruši Čarman, ki uživa v branju fantazijskih knjig, poleg tega pa je zelo uspešna v šolskih dejavnostih in tekmovanjih. Vse do zdaj sem imela v bistvu zaključeno 5. Osvojila sem zlato priznanje na državnem tekmovanju za francoščino. Pa osvojila sem tudi precej bronastih priznanj na tekmovanjih geografija, zgodovina, pa tudi Cankarjevo priznanje. Kakšni pa so Marušini občutki ob prejemu štipendije? Sem ponosna sama nase. Mislim, da so tudi mami je ponosna name. Pa hvaležna sem, da mogoče mi bo s tem malo lažje, pa bom lahko tudi krila stroške za kakšne fizioterapije. Nagrado pa je prejelo tudi 13 najboljših učencev osnovnih šol občine Medvode, ki so aktivni na glasbenih, kulturnih, šolskih in obšolskih dejavnostih. Med njimi tudi Katja Čampa iz osnovne šole Preska. Letos sem na tekmovanju za biologijo prišla na državno tekmovanje, pa sem dobila zlato priznanje. V prostem času rada igram flavto, berem, igram odbojko, pa tako nasploh kakšna ročna dela.
Iz osnovne šole Medvode pa je nagrado prejela Sara Martinčič. Ja, rada igram odbojko in igram klavir 7 let. Všeč mi je, da tudi da se malo predstav, kaj mi vse počnemo v prostem času. Iz osnovne šole Medvode so nagrado prejele tudi Teja Erzin, Petra Skale Demšar in Maruša Čarman. Iz osnovne šole Simona Jenka Smlednik, Eva Luis Konjar, Tinkara Turk in Lenart Korbič. Iz osnovne šole Preska Neža Judeš in Eva Stražišar ter iz osnovne šole Pirniče Sara Čebulc.